igralec ljubljanske zasedbe Bombe. Kaseta nosi naslov Zvočni zid in zato so Bombe tudi nocoj z nami v Video noči. Dobro, da sem jaz ko vljudno začela, zdaj se je razbil. Poleg Bomb pa še, kako bi tebi rekli, Grega Tomc, razen besedilopisec? Tisti človek je zadolžen za verbalne delikte pri bendu. Torej, Bombe in človek je zadolžen za verbalne delikte. Najprej... Oni tudi kot band, mi smo kompletno delali in muziko, komposke naredili in to. Postala je zgodovina. Ja. O verbalnem in drugačnem imidžu bomo malo kasneje nekaj povedali, kolegica izvoli. No, ravno to. Namreč verbalnih deliktov je pri vašem bendu pravzaprav pri tekstih kar dosti. To pomeni, da ima Grega dosti dela. Pizda kurc. No, to je recimo en primer tega, kako ne prideš na radio in na televizijo. Video noč je seveda izjema, ker mi dopuščamo in pustimo vsakomur, da razmišlja po svoje. A je redno? Fuk, pizda kurc. Veš kaj, v bistvu tako rekel, no? Mi smo dejansko zelo presenečeni na tem, da je taka reakcija na radiju, zaradi tega, ker nikoli ni šlo nam za neko namerno provokacijo ali kaj takega. Smatramo pa, da je rock'n'roll en tak medij, ki uporablja tudi ta vsakdanji pogovorni jezik in so res misli, da je problemi cenzure pri nas konc. Kar se tiče te cenzure, mislim, da še zadnja beseda ni bila rečena. Mi smo rekli, da se bomo pritožili na Ustavno sodišče, tudi če bo to naprej šlo. In zaenkrat je na Radiu Slovenija, da pove, a obstaja pri nas cenzura in če obstaja cenzura, a ima zakonsko kritje, ali ga nima. Po mojem ga nima. Pa je do teh cenzuriranih skladb prišlo zaradi besed, ki smo jih zdaj slišali, ali zaradi pogovornega jezika, ali zaradi tematike? Bile so izredno različne stvari. Bili so, rečemo, čist mirovniški teksti, proti vojni, naprimer, ki je niti ene kletvice noter. In je bil komad prepovedan kot nelogičen. Pa je bil en komad, naprimer, ki govori o tem, kako je dobra muzika na glas poslušati. Ja. Zvočni zid, kako tudi danes na televiziji. In je bilo rečen, da je obscen, naprimer. Prostaški. Skratka, prostaški. Ta skupina ljudi si je vzela pravico, da popolnoma na en čist svoj subjektiven način, brez kakršnih koli kriterijev, odloča o tem, kaj je sprejemljivo in kaj ni sprejemljivo za poslušanje. No, zdaj, to sem ravno hotela reči, ne vem, kdo si lahko vzame pravico, kjerkoli je to v medijih ali pa kjerkoli drugje, da ocenjuje namesto tistih, ki jim je izdelek namenjen. Ne? Ja. A veš, mislim, namest mene, jaz si nedovoljen, da ti ocenjuješ namest mene, skupaj slišati, potem sem pa odločila, to poslušala, ne bom poslušala. Ne? Jaz bi tako rekel, veš, ne. Če se v Skupščini Slovenije odločijo, da bo neka omejitev, rečemo tega, kaj se lahko v medijih govori. Potem mora biti ta pravica res zelo točno določena. Po moje treba čisto točno našteti, kje besede so prepovedane, kakor je Saša prej rekel, fuk, kurc, pizda, naprimer. Vse ostalo mora biti pa dovoljeno. Pa naprimer reklamiranje produktov ne more biti, ker potem v tem primeru mora firma plačati, da ti en komad vrtiš. Vse drugo mora biti pa dovoljeno. Veš kaj, zdaj smo ogromno povedali o tekstih, o glasbi, pa še čisto ne, zato predlagam, da najprej sploh slišimo, kaj pravzaprav delajo Bombe. Potem še malo bombardiramo. Pa smo pa naprej bombardirali z teksti, pa še malo z muziko, pa še malo s težavami, ki jih ima taka muzika. No, voli. Vidite. Predolg sedu, Saša. Prvič v Video noči, torej Bombe in prva skladba Nocoj. Iz albuma Zvočni zid. Kraljičina pesem. Zgledi bogatstvo ob boku Eldorada in iskrica ljubezni ob ognju Armageda. Tako kot smešna je armada, primeri svihra vojne
In kot naše misli opojne silovitosti oblaka, tako kraljici moji nobena žena ni enaka. Tako kraljici moji vse spominja na silino. Za razliko od sveta ljudi narava ne pozna pravila. Če človeka muči konec, na drugi strani smrti ni. Pojmajeli smo stvari, ki letajo svobodne. In kot naše misli spodobne v primeri s divjino. Tako kraljici moji nobena žena ni enaka. Tako kraljici moji vse spominja na silino. Kraljici moji nobena žena ni enaka. Tako kraljici moji vse